Nacionalni derbi med Olimpijo in Mariborom bo še nekaj časa tema pogovorov nogometnih navdušencev. Na tekmi je ob in na igrišču vse skozi vladala visoka napetost, ki je prinesla delitev točk. Zaiskrilo se je v 21. minuti, ko si je Mezga zaslužil rdeči karton. V tem prelomnem trenutku srečanja se je Olimpiji ponudila lepa priložnost. Mogoče bo to še slabše za nas, no, pa smo se malo uspavali s tem, ko smo vedeli, da smo imeli igralce več, to se ne bi smelo zgoditi, ne, in mi bi mogli z igralcem več mogli voditi igro in ni šlo po naših željah in zato tudi ta rezultat izenačen 2-2, z njim ne moramo biti zadovoljni. Prav Škerjanc je kmalu številčno prednost nadgradil z golom. Mariborčani pa so za izenačenje prek Ibrahimija morali garati. Mislim, da potrebno je vložiti več energije, več napora, še bolj biti pri stvari kot si. Tako da mi igralci smo dali vse od sebe, da smo iztržili pozitivni izid, kateri nas ohranijo v vrhu in to je tisto, kar si želi cel klub in prvo mesto je le tista lovorika in privilegij. V pomembnem trenutku, v sodnikovem dodatku razgretemu prvemu polčasu, je čustva, ki jih prinaša gol na derbiju, doživel mladi Valenčič. Igralec čaka celo sezono, te 4 tekme, ki so, in mislim, da je to pozitivna stvar, ker igralec se hoče dokazati pred polnim štadionom, kot je bil danes, in mislim, da je to samo pozitivna stvar. Vrhunec drugega dela igre in velike želje gostiteljev po izenačenju pa je prinesel protinapad in fantastičen gol Cvijanovića. Mislim, da drugi polčas smo pokazali zelo dobro igro in iskali ta drugi gol in na koncu tudi zadeli. Hvala tej publiki, ki nas je nosila celo tekmo in tudi oni so zasluženi za to zmago. Štajerci bodo tekmo zagotovo pozabili hitreje, saj jih že v četrtek čaka obračun v Evropski ligi z Brago. Vijoličasti so na 92. večnem derbiju z igralcem manj iztržili remi proti Olimpiji. Navijači v razprodanem Ljudskem vrtu so ob 4 golih videli derbi v pravem pomenu besede, ki se ga ne bi sramovali niti uglednejše Evropske lige. Čeprav po drugem večnem derbiju v tej sezoni tako v taboru Maribora kot Olimpije niso zadovoljni s končnim izidom, se vsi strinjajo, da slovenski nogometni prostor potrebuje več takšnih tekem. Vrhunska tekma, vrhunska predstava, ena in druga ekipa sta odlično, vzdušje na stadionu je bilo odlično, tako da samo si lahko želimo takšne tekme. Mislim, da je bil pravi derbi, vzdušje pravo, tako da smo lahko zadovoljni. Lahko rečem fantastično. Od prve do zadnje minute so nas nosili. Niti ko smo zaostajali, smo vedeli, ljudje stojijo za nami, navijajo, bodrijo nas in lahko rečem, da tudi ta točka gre zaslugo njim. Kot se za pravi derbi spodobi, je bilo na igrišču tudi veliko emocij. Vse skupaj pa je nekoliko prestopilo meje sprejemljivega, ko je Mezga v prvem polčasu z glavo udaril Finka in si prislužil rdeči karton. Odločitev glavnega sodnika Darka Čeferina je domače navijače vidno razburila. 23. minuta, v kateri je Dejan Mezga naredil veliko neumnosti, pa tista minuta, katera je obrnila tekmo. Dejstvo je, da je bil prekršek na Mezgu, ampak tudi dejstvo je, da Mezga ne sme tako reagirati. Jaz mislim, da je to žar derbija. Če ne bi bilo tega, ne bi bil pravi derbi. Ne vem, vsaki velik derbi v vsaki državi mora biti to. To so emocije, to je naboj, tako da jaz mislim, da brez tega ne bi bil pravi derbi. Manjši incidenti na in ob igrišču niso pokvarili skupnega vtisa. Že 92. štajersko-ljubljanski obračun je namreč dokazal, da se tudi v Sloveniji lahko igra lep in atraktiven nogomet.